Lep pozdrav v imenu Tigra. Tiger je Zavod za trajno in inovativno gradbeništvo. Ustanovili smo ga kot kompetenčni center pred dobrimi 10 leti in vse to obdobje se je Tiger v glavnem ukvarjal z oblikovanjem konzorcijev za razvojne projekte, ki so bili sofinansirani ali z Ministrstva za znanost ali pa z gospodarskega ministrstva. Tako da je bil fokus na razvojnih projektih. Največ naš projekt je bil Tiger for Smart, ki smo ga peljali v obdobju od 2016 do 2018. Končal se je z demo objektom v Trebnjem, v fabriki Remo, ki sedaj dela kot, je v funkciji in ni samo kot demo objekt. Ko je pred približno 5 leti Slovenija organizirala stripe kot orodje za to, da definira tista področja, ki so za slovensko gospodarstvo bistvena, je bil med njimi tudi, med 9 stripi, tudi strip pametne stavbe skupaj z lesno verigo. In Tiger je bil eden od 3 ustanoviteljev tega stripa. Še vedno pa se je Tiger skozi strip ukvarjal z razvojem izdelkov, z konkurenčnostjo, s pospeševanjem izvoza. Vse skupaj je bilo povezano na podporo gospodarstvu oziroma podporo članov stripa. V našem stripu imamo približno 80 članov, ki so poleg proizvodnih firm še tudi firme oziroma univerze in znanstveni inštituti. Tako da pred približno 2 leti sva z Jožetom, oziroma on je dal idejo, da bi pripravljen priročnik za investitorje. In to je tista tema, ki je nam v bistvu v stripu tudi manjkala. Mi se pogovarjamo o razvoju, pogovarjamo se o konkurenčnih izdelkih, pogovarjamo se, kako povečati proizvodnjo. Investitorje smo pa na nek način pozabili. Kar slišimo o investitorjih, je predvsem to, da se pri gradnjah arhitekti in inženirji pogovarjamo, kdo je bolj pomemben, pozabljamo pa na tiste, ki na nek način financirajo investicije. Zdaj, a imajo investitorji dovolj znanja, da upoštevajo vse stvari, vse napotke, ki jih znanost daje, nekje ja, nekje ne. Tako da mislim, da bo ta priročnik na nek način vzpodbuda, da bomo tudi z odločevalske strani, tisti, ki financirajo, lahko upoštevali napotke, ki jih naši strokovnjaki, tako na univerzah, na zavodih, predvsem na Zavodu za gradbeništvo, lahko podajo. Jaz bi se v prvi vrsti zahvalil tudi članom strokovnega sveta v stripu pametne stavbe in dom z lesno verigo, predvsem gospodu Friderik Knezu, ki ga danes nažalost ni med nami, ampak on je bil tisti, ki je v prvi fazi dal neko osnovo za ta priročnik. Jaz upam, da boste z njim zadovoljnim, kar sem jaz
rekel, ne vsebino gledal, ker mi je Jože ne pokazal, ampak kazalo, pa mislim, da daje odgovore na vsa ta glavna vprašanja. Lepo se imejmo še naprej. Hvala.